David Žibran, aktualni svetovni prvak, večkratni državni prvak, zmagovalec domala vseh večjih tekmovanj, dobitnik raznih nagrad in še, je imel to vizijo in te sanje imenovano športni center. Decembra, ko smo začeli te prostore tukaj za mano urejati, so se odvijali, moramo povedati, prav čudoviti dnevi. Vikendi minili so prav hitro, skoraj prehitro. Tako da mi sedaj, ko pogledam vse to tukaj za mano, preteče kar ena solza. Bilo je lepo, nepozabno in se spomniš, David, kolikokrat smo kaj pozabili, ne? Potem smo se presmejali večino in še. Skratka, rekli smo, David, ko boš odpiral 5. center, bomo že videli, zakaj se gre. No, tukaj smo in danes bomo te Davidove sanje in vizijo pretvorili v realnost. Športni center Žibrat bo nastal tega objekta. En čudovit objekt in zgodba, ki komaj čaka, da začne pisati novo poglavje. No, kako pa je nastajala ta zgodba, pa nam bo povedal njegov snovalec, to je David Žibran. Dajmo mu en aplavz. Hvala. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste si danes vzeli čas in se udeležili otvoritve mojega športnega centra. Jaz sem si govor kar napisal, ne vem kaj pozabil, tako da večino časa tako. Danes, ko stojim tu pred vami, lahko samo rečem končno. Ta končno ni mišljen samo za zadnje delovno obdobje decembra, ki bo ostalo nepozabno obdobje, saj smo bili tu vsak dan do poznih ur, ampak je ta končno mišljen kot uresničitelj dolgoletne želje, da imel svoj rotni športni center. Lansko leto, oktobra mi je po vseh napornih letih tekmovanj končno uspelo postati svetovni prvak, to bi se da končno samo ponavljali. To je tudi bila moja največja želja. Sedaj, ko sem dosegal ta naziv, sem je tudi končno odvalil kamen od srca, ampak že moji načrti za prihodnost so mi hitro vrnili več novih teh kamnov. Za vse moje tekmovalne in če lahko sedaj temu rečem poslovne uspehe in načrte, je zaslužena ena oseba, ki jo moram prav posebej izpostaviti, da je moj dober prijatelj, trener in vzornik Tomaž Barada. Tomaž je tudi kriv, da sem se odločil za ta projekt, sam je njegov športni center vedno znova navdušen in komaj čakam, da ga spet obiščem. V ta objekt, ki ga vidite za mano, kjer se trenutno nahajamo, sem lansko leto januarja vstopil prvič in ko sem videl prostore znotraj, sem prav imel tako narisano vse v 3 sekundah. Ko sem pogledal, sem videl tu bo ring, tam bodo garderobe, tam bo mali shopping, kopalnice, spodaj tatami, pa to en kafič. Tako da, vsa ta vizija seveda pa ne je bila uresničljiva, če ne bi imel najboljše ekipe, ki mi je bila vedno pripravljena pomagati. Na prvem mestu bi se rad zahvalil svoji družini za vso podporo, še posebej po očetu Janiju, ki je vse skupaj tudi omogočil in preko svojega podjetja vzel kredit za mene, ter tako za nakup in opremljanje tega objekta. Posebna zahvala pa gre tudi mojim najbližjim, posebej tebi, Jasmina, za vso podporo in moč, ki imaš, da me prenašaš v teh obdobjih, ter vsem mojim najbližjim prijateljem, ki so imeli vedno telefon na glas, vedno dvignili telefon. Se spomnite tudi vsak večer, ko smo trajali, sem rekel, pripišite stalno dobavnico. Tako da zdaj moram izpostaviti nekaj lastnikov teh dobavnic, ki jih ne bom nikoli poravnal. To sta Aleš in Barbara, Anja in Luka, Čabe, Milek in Matej, Gregor Primož in Lučka. Hvala vam lepa. Zahvalil pa bi se tudi vsem podjetnikom, ki ste v dogrenem roku odlično pravili svoj posel in smo lahko danes tu v urejenih prostorih mojega športnega centra. Hvala lepa. Hvala za besede, kot sem omenil, v 5. centru bomo že vedeli, kje kaj. Res skrbi. Če. In to je naš David. David, spremljala sem osebno tvoje angažiranje, tvoje športne podvige in tudi intervjuje. Sproti smo bili seznanjeni, z podžupanom smo se Janko veliko pogovarjali o tebi. Trmo te je v bistvu gor držala, tvoja ekipa, tvoje domače
in res to je zelo za pohvaliti. Mi v Ljutomeru seveda skrbimo za ogromno športnih površin in danes si štejem v čast, da si nas povabil, ker verjamem, da so sigurno pričakovanja, da se pač zgradi tak veliki športni center strani lokalne skupnosti večja, kot pa seveda mi zmoremo. Dosti vlagamo v šport, pa vendar to so izjemno velike poteze, ki si jih ti zastavil in seveda bi ti z veseljem bolj pomagali, ampak smo vedno nekako omejeni in seveda se je potrebno v lokalni skupnosti odločiti, ali daješ prednost svetovnim uspehom ali pa rekreacijskemu športu. Hvala lepa, da si to poskušal razumeti, se ti iskreno zahvaljujem. Tudi hvala, da smo lahko danes s tabo, da se veselimo teh uspehov. Namreč v Ljutomeru smo izjemno ponosni, da smo športna občina, da skrbimo za svoje zdravje, da se spostavijo določene ekipe, ki znajo skupaj stopiti in tudi res dosegajo izjemne uspehe. Še enkrat iskrene čestitke v tvojem uspehu. Hvala lepa, da si se odločil postaviti športni center v naši občini v Ljutomeru in seveda želim vam veliko uspehov še naprej. Dosti športnikov, tudi sama sem preizkusila, to sem si zdaj zadala v vaši disciplini, da vidim, kaj to pomeni in seveda čim manj poškodb. Še enkrat iskrene čestitke in iskreno hvala v imenu hvaležne skupnosti. Športna zveza Ljutomer je ponosna seveda na to, David, da je tvoj klub član naše športne zveze, da smo te letos lahko imeli kot častnega gosta in seveda smo ponosni na to, da si svetovni prvak, da si naš in da vsi mladi, ker sem gledal že ta teden, ko si imel dan odprtih, oziroma teden odprtih vrat, so se javljali, tu so začeli trenirati, tu bo pravi bum v Ljutomeri. Še tisti, ki ste malo skeptični na razglasitvi športnikov, ste videli, da so prvi trije bili zgorilnih športov in to je samo budućnost, to je v Ljutomeri. Vsi ostali se nas lahko samo bojite, sploh če še začne trenirati. Hvala, David. Kandidati se te vrsti za treninge, to bo še zanimivo. Velika me čast, da v imenu Kickboxing zveze sem prisoten tu pri Davidu. David, tebi pa povem, ti si sedaj športnik še, torej za govore se še boš natreniral, tako dobro, da si napisal, ne? Čez 30 let boš pa politik. Res, zelo se vesel v teh trenutkih, ko vidimo, da naši mladi, tu imamo kar par mladih tudi med občinstvi, ki imajo svoje centre, ki delajo na tem in tudi ti, to je naša pot, to je naša bodočnost v naši zvezi. Kickboxing zveza Slovenije, ki ima 40 klubov, samo raste in potem, ko so nas pred dobrim letom priznali Mednarodni olimpijski komite, da je kickboxing olimpijski šport, še toliko bolj. David bo vzgajal vrhunske športnike, povprečne športnike, mladino, otroke in tako dalje. In sploh se ne bo zavedal, kaj je naredil. Vaše in mnoge otroke bo spravil iz ceste, iz ulice, od računalnikov, igrc in tako dalje v dvorano, prelepo dvorano in to je poslanstvo tudi nas trenerov, tebe, David in vseh ostalih. Super, res sem še enkrat zelo vesel, tako da čuvajte, ko bojo prišli na trening, samo tako bodi nežen. Torej, še enkrat uživajmo v današnjem dnevu in čestitke. Letno svetovno prvenstvo peljemo en avtobus, gospod Citaj. Je tako? Sam z Ljutomera? Ja. Ok, pred, se strinjam. Najbolj ponosen sem, da vidim najprej 3 generacije. Najprej dedeka, tukaj je, ki ga vedno spremljam na vseh tekmovanjih, ki stojijo ob Davidu, pa tudi danes je tukaj. Potem njegove zlate starše, ki so v končni fazi verjeli njega, tudi omogočili ta kredit in da je sprejel to končno odločitev. Zdaj njega na levi strani stoji njegova sopotnica. Lepo je to videti, da gre zadeva iz generacije na vzdolj in da ste verjeli njega, to, kar sem jaz vse čas govoril. David, znanja imaš dovolj. Živiš v enem manjšem, bom rekel, kraju, ki to potrebuje.
verjami v to, spusti se v to igro, vidi, da boš da pošlo. In jaz sem pripričan, da David je velik delavec. Torej, da je postal svetovni prvak, ni bilo dovolj, da je šel enkrat ali dvakrat na trening, ampak verjame v rezultate. Danes odpira novo zgodbo, verjame v nove rezultate, verjame v to, da bo ta športni center njegova prihodnost. Torej, načeloma kupi vse delo. Delo si je kupil za svoje življenje. In jaz sem pripričan, da bo to delo lahko peljal dalje, da si to sposoben David narediti. Ob sebi boš imel prijatelji, ki so ti stali ob strani zdaj. Še več, če boš zdaj dobil, vedi pa, da vedno prijatelji, ki jih imaš v našem klubu, ti bomo vedno stali ob strani. Teda David, zavihaj rokave in gremo naprej. Ne morem pa mimo dejstva, in to moram gospe župani povedati. Jaz sem tudi predsednik Športne zveze Maribor in moram reči, da me kar malo žalosti to prepoznanje tega športa tukaj v vasi, mislim pri vas. Mislim, da David, veš tih 500 evrov, za kategorizacijo svetovnega razdela, ki jo David danes ima, to bi pa moral malo več šubiti. In če potem bo šlo tako, boš drugo leto tekmoval za moj mariborski klub. Jaz vas naprošam, obdržite to, kar imate. Ker to, kar ti fantje potrebujejo za ene treninge, jaz mislim, da vsekakor je mestne pravi nek fond, ki se lahko nekaj malega več nameni tem fantom, ki res tekmujejo na vrhunskem nivoju in da bojo danes David in ti športniki potekli kaj veliko mase, vsem se mi zdi prav, da jih malenkost bo podpremo, če se ne da. Kajti zavedati se moramo, da danes šport dela otroke močnejše, daje novo pot, nove smernice. In dejstvo je, da premagovanje vseh teh športnih objektov je v vseh občinah enako. In ko nekdo nekaj takega naredi, se mi zdi, da mu probamo pomagati. Tako da David, jaz ti želim vse najboljše, jaz verjamem, da gospa županja najde eno pot v novem načrtu in da bo tvoja pot takšno, kot se želiš. Čim več sreče, David, pa drugič, ko se srečamo v dvorani. Hvala. Hvala Tomažu, ja, res upam, da se v kratkem srečamo v tej dvorani, tukaj tudi vidimo z Tomaževega kluba, oziroma z tvojega kluba, kot rad rečeš, tudi prijatelji, ki so te prišli podpreti. Prav tako. Prosim pa tudi gospoda župnika, ki so bilo, slavimo gospoda, Bogu hvala. Najlepša hvala gospoda župnika. Tako, športni center je odprt, jaz bi rekel, zdaj veselo na delo, jaz vas vabim seveda, da veselo pogledate, kaj smo ustvarjali v teh dneh, oziroma v teh mesecih.